Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni na Beletrini v živo in lepo pozdravljen magister Miha Pavšek iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, če sem pa še bolj natančna, z Geografskega inštituta Antona Melika. Hvala za pozdrav. Moje ime pa je Renata Dacinger in danes se bova pogovarjala o eni čudoviti knjigi, in sicer knjigi Lyella Watsona Nebesni dih s podnaslovom Naravoslovna zgodovina vetra. Zdaj, če bi bil to film, tudi če je knjiga, če bi bilo karkoli drugega, bi najprej rekla, ker sva oba prebrala to knjigo, kakšna se vam je zdela, vam je všeč, zakaj vam je všeč, vam ni bila všeč? Ja, knjiga mi je bila definitivno všeč, ker tudi sam pišem o teh pojavih. Se jo pa da tako v grobem na dva načina, da jo prebereš skozi kot nek roman, seveda če se jo pa malo bolj študijsko lotiš, je pa seveda bolj zahtevna. In pa mislim za ta drug primer, da rabiš tudi malo več znanja, bi rekel, ne samo prebranih tem naravoslovnih, ampak seveda tudi znati opazovati naravo in sploh, da si malo bolj usmerjen v naravoslovje. Vendarle, čeprav pa seveda so določene tematike pa tudi precej družboslovje. Zelo je kompleksna, vse obsegajoča, tako kot je recimo geografija, od koder jaz prihajam, iz te stroke. Drži, zdaj, če bi jaz lahko povedala, moram reči, da me je knjiga navdušila, presenetila s tem, kako obširna je, koliko stvari je pravzaprav v teh 350 strani avtor nekako znal povezati, združiti, med seboj prepletel. Ampak mogoče za začetek, knjiga je o vetru. Vam je veter všeč? Ja, mene veter fascinira, mi je všeč, kadar je pa malo neprijazen, neprijeten pa premočen, jaz sem pa bolj vesel, če ga gledam daleč, ali pa bom tako rekel, če sem mu pa izpostavljen, kadar pokaže vso svojo moč, pa probam tako narediti, da sem mu čim manj izpostavljen. Ali pa bom tako rekel, ker vem, kakšna je njegova moč, kadar se razbesni, se skušam izogniti takim trenutkom in mestom, kjer se to dogaja. Čeprav, če pa si pripravljen na to, mogoče malo izhajam tudi iz tega, ker sem planinski vodnik, pa zadeve poznam tudi v živo. Pa pravzaprav, če greš v gore, pa da ne bi se zanimal za veter, širše za vreme, bi bilo čudno. Drži. S čim se pa pravzaprav veter povezujete? Zdaj ste že rekli, z gorami, z vremenom. Kaj še tisto, s čimer ga vi povezujete? S čistim zrakom, z navdihom, s počutjem, z umetnostjo, nazadnje, z življenjem. Če gledamo malo lokalno, s pršutom, ali pa recimo, če smo še bolj aktualni, glede na letni čas, s kostanjem, če ga veter ne utrese, se bomo precej namatrali, da bomo kostanj utresli. Je pa seveda fascinantno pravzaprav zato, ker je eden redkih naravnih pojav, na katerega človek ne more vplivati pač v neki zadovoljivi meri. Vemo, planico je treba odpovedati, če je veter, serijo odpovejo, ali kaj drugega. Posebej fascinantno, kot sem rekel, na gorah, na morju, je odrešilen v vročih dneh, ko tista večerna sapica se pojavi in nas končno odreši, ko lahko prezračimo stanovanja. Pa ja, seveda, mogoče je luštna ena opredelitev, ki sem jo zasledil na mestnem avtobusu v Ljubljani, pod karikaturo Boža Kosa, vemo, njegov sin vodi hišo eksperimentov in definiral veter je zrak, ki se mu mudi. Včasih se mu zelo preveč mudi, je pa, če se vrnemo nazaj k knjigi, se ti pa v tej knjigi ne sme muditi. Škoda je, da bi se ti mudili. Ali pa lahko, pa se potem, ko vidiš, da si nekaj pozabil, rad zvedel, se pa potem na tisto poglavje vrneš nazaj, ker pravzaprav poglavja tle so ne samo fizika vetrov, končamo z psihologijo in na koncu celo s filozofijo vetra. Če spustim tista poglavja, ki so nam recimo bližja, o zgodovini vetra, biologiji, sociologiji in fiziologiji vetra, kako učinkuje na vse. No, jaz sem vas vprašala, s čim ga vse povezujete, če se vrnem, s čim ga pa jaz ga recimo z jadranjem, surfanjem, recimo večkrat mi je neprijeten, ker je res hladno, občutek temperature je nižji, sem prav rekla, če piha močan veter. Edino, kdaj mi je res všeč, je poleti, ko te malo hladi, ko je res zelo vroče v kakšni senci. Ampak
Spuščanje zmaja, recimo na to sem se še spomnila in vse to, kar sva midva naštela, pa sva pravzaprav zelo veliko naštela, je v tej knjigi, pa ne samo to, še veliko več. Ne? Morda je treba eno stvar povedati, ne. Knjiga je bila napisana, oziroma, da ne bom v pasivu, ko bojo kolegi Slavističnega inštituta, se jim bo koža naježila. Avtor je napisal knjigo, knjiga je bila izdana leta 1984, skratka bo stara kmalu 40 let in je kljub temu še vedno aktualna. Morda bi bilo treba nekaj stvari niti ne popraviti, ampak bolj dodati, ker so seveda od takrat naprej, vemo, nebesna očesa, sateliti naši in druge merilne naprave, ne vem, radarski telebaloni, te meritve, ne, skratka so še ogromno njih novih znanj zaradi ne vem, recimo El Niña, La Niña, teh pojavov, seveda podnebnih sprememb, ne. In pa je pa seveda še vedno zelo aktualna. In pa seveda bilo treba neke nove stvari dodati, če ste omenili recimo jadranje, zdaj nov pojav recimo kajtanje, a ne. Res je, tega pa res ni. Ja, seveda, ker takrat ga še ni bilo, skratka. Kljub temu, da je letnica, da je 40 let, ne, je še vedno aktualna, ne, kar kaže na to, kako je to pravzaprav univerzalna tema, ne. Kar sem želela pravzaprav reči, je, da včasih želimo, da je knjiga, ki izide v Ameriki, v Angliji, v Veliki Britaniji, čez nekaj tednov že pri nas in je nekako ta hitrost tista, ki je vedno bolj jo zahtevamo. To pa je knjiga, ki je stara 40 let in ko jo bereš, razen nekih res malenkosti, pravzaprav ne pogrešaš ničesar, pa vsaj pri meni, ko sem jo brala, ne samo to, zdelo se mi je, pravzaprav z ničemer se avtor, lahko rečem, ni izdal, da je knjiga nastala takrat pred 40 leti. Ne, če ne bi to recimo, ko sem skoraj prekinil, če ne bi, verjetno bi bilo dobro, da ne bi človek si uvoda prebral, ne. Ker v uvodu to piše, ne. V uvodu to nekako piše, ne. Ampak lahko mirno rečem, ne, da enostavno, ko greš skozi, ja, ni tega občutiti, ne. Razno, da mogoče veš, da so neke raziskave že dodatne, ali pa neke omenja noter neke polete sonde, seveda, da so pač že take z drugimi imeni. Kar se pa tiče te, rekel, zakasnite informacije, ne, sem pa jaz takoj dobil asociacijo, da se službeno ukvarjam z našima ledenikoma pod Skuto pa Triglavom, ne, in ko so šli prvi pristopniki na Triglav, ne, je informacija o tem bila zapisana, ne. To se je zgodilo leta 1778, šele 53 let kasneje, ne, v tem časopisu bohinjskemu, ne, skratka, je kar malo podoben temu, ne, pa tudi nima noben nič proti, ne, vendarle takrat so bili taki časi, da pač 50 let kasneje so zvedeli za to, pa vendar pa so, ne, a je pa to pomembno, ne, dajmo pisati, dajmo brati, zato se ve, a ne, dajmo objavljati, ker potem se to ve, a ne, vse ostalo se, kar je takole, bom rekel, tudi te Instagram in podobno, tole po mojem bo kar šlo s časom, ne vem. Morda bo kdaj kakšno prasevanje nas doletelo in se bojo resetirali vsi digitalni podatki, ne. Mogoče se bo o tem pogovarjala čez 20 let, 40 let, upam. No, ampak omenili ste že predgovor. V predgovoru je Nick Hunt napisal, da to ni knjiga, ki bi jo brali, kadar iščemo hitre podatke. Zdaj, s tem se lahko verjetno strinjava, ampak obenem pa je to knjiga, ki ima tudi podatke. Recimo, jaz sem človek, ki me podatki do neke mere fascinirajo. In recimo, napisal je: veter opredeljujemo kot zrak v gibanju in na Zemlji je 5600 milijonov ton zraka. Zdaj, meni recimo ta podatek sam po sebi ne pove nič, pa vendar jaz imam rada podatke, se mi zdi wow, zanimivo. Ne znam si predstavljati celo izračunje, koliko je na enega človeka. Potem, najmočnejši zabeleženi sunek katerega koli vetra na svetu je 371 km/h. Ne, celo podatek pihal je 12. aprila 1994, tako, v Apalačih. Ja, kjer je meteorološki observatorij, ki so ga ravno zaradi tega tam postavili, ker so vedeli, da je surovo vreme tam gor. Se pravi, jaz bi rekla, da je knjiga, ki je ne bereš zaradi podatkov, vendar ti tako nekako med vrsticami pa ogromno zanimivih podatkov vendarle podtakne. Recimo v Nemčiji je bilo, ne vem zdaj točno kdaj, 18 000 mlinov na veter, kar tudi o tem izkoriščanju energije vetra je govoril. Se pravi, kaj pravite? So podatki tisti, ki so fascinantni v tej knjigi, jih je premalo? Ne, mislim, da je ravno prav, ne. So bolj tako kot neka zanimivost, ne, so pa pravzaprav taki, v katerih se v vsakodnevnem življenju pravzaprav niti ne sprašujemo.
Koliko dihov narediš v življenju, koliko zraka porabiš. Niti nekoliko zraka nam je na voljo za enega. Tako. Je pa seveda vsaj v tem prvem delu, kjer je pač tudi malo bolj ta, bi rekel, fizikalni del izpostavljen. Vemo, fizika pač ne gre brez podatkov in tam je treba. Pač začne s klasično zgradbo atmosfere, kot plašča. Se pa ne morem znebiti tega občutka, nebesni dih. Pravzaprav pa ves čas imam v glavi vreme. Pravzaprav imamo veliko o tem, veliko govorimo o vremenu, o podnebju. Vse vemo, podnebje ni nič drugega kot povprečno vreme. In tle se velikokrat spomnim, mislim, da je Pascal Bruckner v eni knjigi napisal Vreme je koža sveta. Tako nekako, atmosfera je pa tudi ta tenek v vojni. Pa pravzaprav že tam v tistem uvodnem delu je fascinantno tudi, ko vidiš, kako tenka je ta plast atmosfere glede na vse te sfere, ki jih imamo. In v kako, ali pa recimo, če gledamo vodno paro, ki je bistvena za oblake, kako je pravzaprav tisti spodnji del pomemben. Jaz včasih tukaj hecam, tudi ko sem opisal redne rubrike še v časopise, zdaj bolj tako občasno to delam, sem vedno rekel, da smo Slovenci vremensko vsi Primorci, ker nam pravzaprav ta glavno vreme, ta glavne spremembe, se pravi padavine, prinesejo vetrovi z morja, se pravi južni, jugozahodni, zahodni vetrovi. Če so malo višji, tudi če gledamo Slovenijo iz zahoda, dobimo vlago iz Atlantika. In zato so seveda krivi vetrovi, kaj pa drugi. Seveda, pa tudi zanimivo je tudi, vendarle moramo ene stvari poznati, da nam je potem malo bolj jasno, vsaj kar se vremena tiče. Drugo je pa potem v tistih naslednjih poglavjih, kjer je tudi pa govor oziroma kjer je pisano tudi o psihologiji in o filozofiji in bo marsikoga prav tako pritegnila, kot bi rekel ta. Tako da, se pravi, mislim, da bralski spekter te knjige bo lahko zelo širok. Je pa gotovo, če bi se jo lotili na tisti drug način, kot sem jaz povedal, bi zelo dobrodošle bile kakšne fotografije, grafi, tako, ker vendarle je noter veliko stvari, ki se jih moramo malo spomniti. Ali pa ne nazadnje kakšna časovnica, odkriti, kar tudi v tem veliko piše, omenja Heyerdala, pa Kontiki, pa cel kup poskusov, seveda jasno. Morda bi bilo zanimivo v tem kontekstu povedati, avtor je diplomiral z več naravoslovnih smeri, ne vem, če imate to zapisano. Imam. Ekologija in doktoriral iz etologije. Diplomiral iz botanike, zoologije, morske biologije, kemije, geologije, ekologije in antropologije. Doktorat pa ima iz etologije, to je veda, ki se ukvarja s proučevanjem vedenja živali. In pravzaprav iz tega lahko razumeva, kako je mogoče, da je zajel tako širok spekter vseh zornih kotov vsega in jih povezal v eno veliko zgodbo. No, in čar te knjige je, da to poveže. Če mogoče ga malo dopolnim, se mi zdi, da si zaslužijo. Možakar je umrl leta 2008. Star 69 let, rodil se v Južnoafriški republiki, študiral poleg Anglije tudi v Nemčiji, na Nizozemskem, zadnja desetletja preživel na Irskem, deloval kot BBC-ov korespondent, tudi se ukvarjal tudi z komentiranjem sumov. Malo si se pogledal, ker vendarle je zanimivo spoznati tudi avtorja na ta način. Se strinjam. Ker take stvari, take obsežne zadeve, ki bi bile komot delo nek kompendij nekih par desetih avtorjev lahko. Ampak rečemo lahko... Ker v bistvu to, če gledamo tako, je to pravzaprav neka enciklopedija vetra. Lahko rečemo, da se pravzaprav njegovo bogato življenje, njegove bogate izkušnje in izobrazba zrcalijo v tej sliki. No, bil je tudi 3-krat poročen, dajva še to zraven, Kje se je pa to zrcalijo v knjigi? Da ga toliko, pač verjetno ta sprejemljivost in to nestanovitnost, verjetno se je tudi v življenju težko, ki je ustalil in je skozi neki brskal že s tem, ker je se ukvarjal, ker je preštudiral toliko ved, ne samo, da se je ukvarjal z njimi in seveda, da jih je povezal z njimi. Že, ne vem, v sredi 20 let je bil direktor živalskega vrta, sem tudi zasledil v Južnoafriški republiki. Pri 23 letih, kar je res zelo mlad.
Ampak vi ste zdaj, če se vrnem še malo k vam, rekli ste, da ste pisali o vetru, naslov vaše rubrike je Miha ga piha. To se mi zdi čudovit naslov. To je najnovejša rubrika. Tista najdaljša rubrika je bila Veter, vreme in ljudje. No, tista je bila malo bolj splošna. Ja. No in želela sem reči, da avtor v tej knjigi ima zelo slikovite opise. Recimo rečemo veter in si pravzaprav, če začnem razmišljati o pridevnikih, o vetru, se jih spomnim nekaj, pa počasi se mi zdi, da bi jih zmanjkalo. Kako težko je pravzaprav v nekem pojavu pisati na nek slikovit, pa duhovit, pa ne pretirano poetičen način, ki pač mogoče ne pritiče tej stvari. Mogoče bi samo za najine poslušalce, gledalce prebrala, kako je opisal fen. Pozimi so lahko učinki fena še bolj dramatični. Navadno se začne s črto visokih, temnih, palačinkam podobnih oblakov nad vrhovi, ki se kopičijo in rastejo, dokler se ne zdi, da so pogoltnili sami sebe. Gore se zganejo in začno hrumeti, ko se zrak spušča in stiska, ter se pri tem vsakih 100 metrov segreje za 1 stopinjo Celzija. Vroči veter prekine zmrzal, dobesedno požre sneg in ga posesa s pobočji kot s čarobnim trikom, ko ledene kristale spreminja neposredno v nevidne vodne hlape. Meni se zdi tako, govori o vetru, govori pa na tako slikovit način, da si pravzaprav z lahkoto vse to predstavljam. Se pravi, nazaj k vprašanju, kako težko je pisati recimo o vetru, o vremenu na tak način, da te pravzaprav kar potegne vase in da potuješ s tem vetrom. Jaz mislim, da je avtor prišel do te stopnje, ko je prišel vse tiste strokovne, bi rekel, vse tiste objave, strokovne, znanstvene in potem pravzaprav višek te pisateljske mojstrovine, da znaš te sorazmerno kompleksne zadeve povezati med sabo in ubesediti tako, da so razumljive. Seveda to se pa da narediti s takimi opisi, pa za podajanjem zgodb. Cel kup je seveda v delu, v knjigi je cel kup enih zgodb, od grške mitologije, nemške, ne vem, skratka, jasno povezanih z svetim pismom. In jaz mislim, da je to ta pravi recept, da tako temo, da tako široko temo ljudem približaš. Ko ste ravno omenili fena, jaz se spomnim iz ene svoje pisarije, da sem zapisal, da je polizal sneg. Vemo, da sneg se tali, ampak če rečeš, da je fen polizal sneg, to daš tem vedeti, recimo ena taka slikovita oznaka. Morda tu še en kompliment, ne smemo pozabiti Urške Pajer, prevajalke. Drži. Mislim, da je tole kar da je bil to kar zahteven projekt, prevajalski. In noter, ker se tudi avtor zmišljuje nove besede, njih je skušala tudi prevajalka, nekatere je celo pustila kar v originalu. No, da ne rečem, ne smemo pozabiti omeniti, da na koncu knjige je slovar vetrov. Od A do Z. Tudi burja, tudi naša burja. Ste poiskali slovenske vetrove takoj? Njih prav veliko, ali pa nekatere malo drugačne, ali pa jih je treba ločiti, mistral pa majstral, sicer sta podobnega nastanka, ampak pač pihata malce drugače, pa druge predvsem, oba sicer v Sredozemlju, ampak dobro, najbolj znana je pa burja. To poznamo. Skratka, prek zgodb se mi zdi, da je to, je pa seveda, tudi ne nazadnje, tudi besedna umetnost, tudi Slovenci imamo kar dosti teh vetrnih besed. Tako da morda bi bilo zanimivo to še nadgraditi s tem, ampak to je pa mogoče za kdaj drugič, za koga drugega. No, omenila sva burjo. Opisal je burjo in tudi burjo je opisal na tak lep poetičen način. Bližnji sorodnik Mistrala je veličastni gornik, imenovan Burja, otrok Boreja in prekletstvo Jadrana. Ta turobni veter žvižga po dolinah Julijskih Alp in Dinarskega gorstva, se divje zaganja ob obale Istre in Dalmacije, kamor butne, kot bi po tleh metali trde stvari. Zapira železniške proge in sili ladje iz Trsta, da si poiščejo zavetje dlje ob obali. Vsako leto piha 40 ali več dni in za seboj prinaša sneg in led, morje nakodra v kratke strme valove in razprši njihove vrhove v meglico, ki jo tamkajšnji ribiči imenujejo fumarija, kar pomeni dim. Ja. Lepo, ne? Ja, lepo. Zdaj vprašanje, ampak verjetno, da je govoril tako imenovani črni burji. Poznamo črno pa belo burjo. Črna je ponavadi ciklonalna, tista, ko imamo ciklon nad Jadranom, nad osrednjim Sredozemljem.
anticiklonalna je pa tista bela, ko imamo tiste svetle oblake na gorski pregradi, dinarski predvsem. Tukaj seveda pogrešam, burja, jaz sem enkrat tudi zapisal, da burja pa ni sam nadležen veter, ampak poskrbi tudi, da se kakšne svinjske noge, ki je na kakšni podstrehi ali pa kakšne bolj podstrah, bolj takemu, posebej na temu namenjenem prostoru sušijo svinjska stena, seveda jasno govorim o pršutu. Tako da seveda to je srž, da poišče pravzaprav to, kar ste citirali, mislim, da je iz ene literature ven pobrano, da je nek pisatelj napisal ali pa pesnik, ki je tisti. Mislim, da samo delček, ja? Da je živel v Trstu, in seveda jasno, če živiš v Trstu, ali pa v Tržaškem zalivu, ne moreš brez burje. Tako kot pri nas v Vipavski dolini. To pa je citat in mislite tale drugi odlomek, 2-krat na teden piha burja, ostale dni pa močni vetrovi. Močan veter rečem takrat, ko moram držati svoj klobuk, in burja takrat, ko sem v nevarnosti, da mi zlomi roko. To pa je napisal francoski pisatelj Stendhal, ki je služboval kot konzul v Trstu. Ja. Zdaj, mogoče bi se samo malo še dotaknila. Vi ste geograf in on pravi, skozi celotno knjigo, brez vetra bi bila večina zemlje neprijetna za življenje. Z vetrom zemlja oživi, veter je tako rekoč vpliva na vse pore našega življenja. Ali to res drži? Je veter tisti glavni, ki je nekako... Bom kar citiral avtorja, to sem si napisal, dotika se nas gane, sami pa se ga ne moremo dotakniti. Veter je naša prva izkušnja nečesa neopisljivega. Tako da mislim, in vse povezuje, hkrati nas ločuje, povezuje, jemlje, tudi pregovor. Eden od pregovorov pravi, kar veter prinese, tudi odnese. Skratka, in nosi semena, nosi življenje, živa bitja, pajki, vemo tudi, in prinaša hrano. Tako prinaša vlago. Skratka, ne nazadnje se mi zdi, če pogledamo slovenski jezik, pa zadeve z vetrom, vidimo, kako nas vse pravimo mi, mu je dal vetra, ne lulaj proti vetru. Če gledamo malo naprej, prdec v veter, ali pa recimo to je analogija kaplji v morje, pa malo obračati se proti vetru, pa recimo ta je zanimiv tudi, da skozi če pač vrži veter skozi vrata in bo ven in bo prišel skozi okno nazaj. Zanimivo je pa še tudi recimo, da Katarina Velika, ruska vladarica, je omenila nekoč, da veter lahko spodbudi domišljijo, ali pa po drugi strani povzroči glavobol. Na vsak način pa je veter znanilec spremembe, seveda vremenske, in za človeka, ki spremlja vreme, seveda tudi nečesa drugega, nečesa novega. Zato, ko gledamo po vremenu, ko se oziramo po vremenu in gledamo razne modele na pametnih telefonih in drugih napravah, včasih je vendarle dobro tudi kar skozi okno pogledati. Ja. In pa seveda veter nam da še neko dimenzijo vremena, tisto čutno. Se pravi, vsliniti prst in prst poriniti skozi okno. Ja, tako je. Vemo, da je čisto drugačno vreme, čisto drug občutek toplote ali mraza, kadar piha veter, to je tako imenovani, Angleži, Američani pravijo wind chill index, oziroma indeks toplote, indeks toplote zaradi ohlajanja zaradi vetra, občutek toplote zaradi ohlajanja zaradi vetra, in vemo pač, da moramo s tem računati in ga tudi upoštevati. Tako da, ja. Mogoče še samo za konec, knjiga je nastala pred 40 leti, večkrat sva že rekla, ampak nek del pa je za ta današnji čas zelo aktualen. Opisuje celo pandemije. Ja. In ustavil se nekako pri letu 1918 in rekel, če narišemo nekako zemljevid karto tega, kako se je pandemija širila in jo pokrijemo z zemljevidom vetrov, se zgodi, da se do neke mere prekrivata. Te teorije zdaj ni razlagal na široko, ni je dokazoval, pa vendar nam je dal recimo nekaj misliti. Ja, virusi, tako kot drugi,
druge, bi rekel, drobčkane zadeve, materija na zemlji, pač jih veter zlahka dvigne in prenese. In v tem kontekstu, seveda, glede na njihovo obstojnost, če so najnovejše podatki, ne vem, da so na roki COVID virus, da je 9 ur obstojen, zato je važna higiena, da smo malo aktualni. Ne. Je verjeten, če ga zrak dvigne pa nekam prenese, verjetno se mu ta obstojnost še kaj prej podaljša kot skrajša. Skratka, je pa ta čas tudi, bi rekel, primeren iz tega vidika, da so take knjige, zdaj, ko smo več doma, ko je več tega, bi rekel, netelesnega stika, so take knjige kot nalaž za branje in mislim, da v zaključku ni drugega kot to, da pozovejo vse potencialne bralce, ki jih pa ni malo, od ljubiteljev romanov, zgodovinarjev, do nenazadnje študentov vseh naravoslovnih strani, predvsem naravoslovnih smeri, pa tudi družboslovja. Je pa vendarle dobro že imeti nekaj tistih osnovnih poglavij iz teh temeljnih predmetov že, bi rekel, pod streho. No. Sicer pa lahko knjigo beremo, tako kot ste prej rekli, na drugi način, tisti prvi način, kot neki roman, ki ima zanimive zgodbe. Mogoče, če mi dovolite, čisto pred koncem samo še to, da je avtor opisal tudi, kako je veter vplival na določene bitke v drugi svetovni vojni, ko so letala pravzaprav zaradi vetra kar naenkrat zgrešila cilj in bombe odvrgla neškodljivo v morje. Pa od tega, da so pravzaprav v Los Angelesu raziskovali umore in so ugotovili, da takrat, ko piha močan veter, se število umorov poveča. Se pravi, veter dejansko ima velik vpliv na nas, pa pravzaprav niti nimamo. Ali imamo kakšen rek za veter, kot rečemo mati zemlja, sonce je vir življenja, voda je vir življenja. Imamo kakšen tak pregovor, ki je mogoče malo drugačen kot prej tiste, ki ste jih našteli o lulanju proti vetru, ampak en tak, ki bi pravzaprav veter opisal kot to, kar je pravzaprav njegova vloga, zelo velika v našem življenju, pa tudi v evoluciji Zemlje. Prav, da bi tazga imeli, pravzaprav ne, morda ravno zaradi tega, ker je tako vse prisotno. Imamo številne te vremenske pregovore, ki omenjajo veter, kakšno bo pol vreme, če je zdaj takšen veter ali pa tako močen, pa z tiste smeri, ampak enega tazga pravzaprav ne, ampak ja, v tem nam pove tudi to, da imamo, ne vem, pri veterje za veterje, da imamo vetrne veje, vetrne krošnje, vetrne zvončke, vetrne mejice, recimo, če gledamo sam slovenski jezik. In pa same vetrove, kakšne imamo dnevne, nočne, sunkovite, nadležne. Mogoče ga tako sprejemamo v svoje življenje, da pravzaprav več ne potrebujemo nekega takega pregovora za njega. Ja, mislim, da je temu tako, ne, in pravzaprav je tak pomemben sestavni del vremena, da ga pravzaprav čisto kot samostojnega ne obravnavamo več ravno zaradi to, ker je tako vse prisotno. Ja, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Šla bova v veter, vse gledalce pa vabiva, da si preberejo knjigo in jim želimo veliko užitkov ob tem. Beletrina v živo.